Meni ni bilo tako stresno, ker naprimer jaz imam tukaj starejšo sestro, mi je že malo pisala, kako to izgleda. Smo čakali, da nam povejo, kateri razred bomo, A, B ali pa C. Smo v bistvu zadnje leto na podružnici napisali tudi želje, s kom bi bili in so pol tudi probali čim bolj uresničiti želje. So nas pa tako enakomerno razporedili po vseh razredih. Sošolce iz podružnic sem dobila najprej v 5. razredu, ko so prišli iz Trnave in je bilo ful fajn, ker jih še nisem poznala čisto dobro. Spoznali smo, ko smo prišli na šolo, tudi druge sošolce in se tudi skupaj družimo, ampak še vsem smo bolj povezani stali tisti iz podružnice. Osnovna šola Braslovče ima 3 podružnice, ki jih učenci obiskujejo do vključno 4. ali 5. razreda. Naslednje šolsko leto grem na matično šolo. Zdaj hodim peš, naslednje leto bom hodil z avtobusom. Po mojem se bom kar z drugimi razumela, ker v bistvu Parizi poznam tudi iz kakih ekskurzij, ko smo bili, pa v bistvu tudi iz kakih športov. Moja šola je zelo velika, ampak matična šola je še večja. Prostorov je kar dosti več kot na podružnični šoli. Učiteljice so, kot pravijo mladi, prijazne povsod, na centralni šoli pa je veliko več hodnikov in učencev, teh je točno 425, od tega 106 podružnic. Naša šola je dosti skrita po predelih in malo zapletena. V šoli sem se pač zgubil, tako da sem hodil po hodnikih, nisem vedel, kje imamo naslednjo uro in pa sem šele na koncu ugotovil, kje imamo. Ta šola je veliko večja od podružnične šole. Jaz bi svetovala tistim, ko prijajo na nov, da naj jih nič ne skrbi, da itak, če se ne bojo vedeli, naj samo vprašajo. Ali pa na začetku šolskega leta sledijo tistim, ki so bili cel čas na matični šoli. Navaditi se je treba tudi na daljši prevoz. Zdaj kdaj hodim s kolesom, drugače pa z avtobusom večinoma. Zjutraj se zbudim ob 6, zato da ob 7 ulovim avtobus. Imam pa tudi nekaj poti peš do tja. Do podružnice smo se peljali z avtobusom in to bo pač čisto kratka pot. Do matične šole pa veliko več časa vzame in pa nismo vedeli, kdaj uro dol stopiti, ampak smo si pol študirale.